Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropski uniji. Gozd je pri nas osrednji gradnik krajine. Pokriva skoraj 60% ozemlja in tako značilno zaznamuje našo zeleno deželo in njene prebivalce. Slovensko gozdarstvo temelji na zagotavljanju trajnostnega razvoja gozdov kot ekosistemov in njihove biotske pestrosti ter vseh njihovih ekoloških, proizvodnih in socialnih funkcij s sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem. V Sloveniji je 77% gozdov v zasebni lasti, 3% v lasti lokalnih skupnosti in 20% v državni lasti. Lastnikov gozdov je približno 413 tisoč, kar predstavlja več kot petino prebivalcev. Povprečna gozdna posest meri okoli 3,2 hektara. Z državnimi gozdovi gospodari državno podjetje Slovenski državni gozdovi. Taka posestna struktura povečuje družbeni pomen gozdov in hkrati predstavlja velik izziv za zagotavljanje aktivnega gospodarjenja z gozdom ter izvajanje zastavljenih ciljev skladno z gozdno-gospodarskimi načrti. Lesna zaloga znaša 304 kubične metre na hektar. Glavni drevesni vrsti sta bukev z 32,7% in smreka s 30,2%. Sledita jelka s 7,5% in hrast s 7,1%. Povprečni letni prirastek znaša 7,74 kubičnih metrov na hektar. V Sloveniji raste najvišja navadna smreka v Evropi, ki je visoka 62,26 metra. V zadnjem obdobju letno posekamo okoli 5 milijonov kubičnih metrov lesa. Obseg predelave lesa pa se zadnja leta povečuje. Gozdarstvo in celotna gozdno-lesna veriga skupaj s turizmom pomembno vplivata na ohranitev in razvoj podeželja ter predstavljata enega od temeljev podnebno nevtralnega, krožnega, zelenega in digitalnega gospodarstva. Gozd je pomemben ekonomski vir predvsem kmetom v gorskih območjih. Ta predstavljajo 72,5% ozemlja države. V Sloveniji imamo dolgo tradicijo načrtnega dela z gozdom. Prvi gozdno-gospodarski načrt, ki je temeljil na načelu trajnosti, so izdelali že davnega leta 1771. V duhu te tradicije smo v participativnem procesu nastajanja gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljavskih načrtov skupaj z lastniki gozdov in zainteresiranimi deležniki razvili formalni tako imenovani gozdni dialog. Dolgoročni načrti so izdelani kot skupni načrti za gospodarjenje z gozdom in upravljanje z divjadjo. Gozdno-gospodarski načrti predstavljajo tudi načrte upravljanja za območja Natura 2000, v katere je vključenih 44% gozdov. Skrb za gozdove ter naravo nasploh se izvaja v strokovnih institucijah enotno, ne glede na lastništvo. Zavod za gozdove Slovenije skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi v vsakodnevnem stiku na terenu svetuje lastnikom gozdov in jih usposablja, ob tem pa ozavešča javnosti in sodeluje z drugimi institucijami. Z gozdovi v Sloveniji gospodarimo sonaravno. To pomeni, da pri razvoju gozdov upoštevamo rastišču prilagojeno drevesno sestavo in zgradbo gozda, ter za doseganje želenih ciljev gozdove usmerjamo s pomočjo njihovih naravnih mehanizmov, kot so naravno pomlajevanje in naravni razvojni procesi. Po naravni poti obnovimo več kot 95% gozdnih površin. Ostalih 5% površin pa s sajenjem, predvsem v okviru sanacije posledic naravnih ujm in prenamnožitve škodljivih organizmov. S tem ohranjamo ustrezno gensko in vrstno pestrost gozdov ter zagotavljamo prilagojenost dreves danim rastiščnim razmeram. Za sonaravno gospodarjenje je značilna izbira rastišču prilagojenih gozdno-gojitvenih ukrepov. Najpogosteje se uporabljajo ukrepi skupinsko postopnega in prebiralnega gospodarjenja z gozdom. Nega in varstvo gozdov bistveno prispevata h krepitvi odpornosti in vitalnosti gozdnih sestojev ter zmanjševanju tveganj pri gospodarjenju z gozdovi zaradi podnebnih sprememb. Golosek je pri nas prepovedan s predpisi že od leta 1947. V Sloveniji so dovoljeni prost dostop v gozd, rekreativno nabiranje gozdnih sadežev ter čebelarjenje in lov. Lastniki gozdov lahko posekajo samo toliko lesa, kot je opredeljeno z načrti za gospodarjenje z gozdovi, ki jih skladno s tako imenovanim gozdnim dialogom med vsemi deležniki sprejme minister, pristojen za gozdarstvo. Z namenom kompenzacije omejitev lastninske pravice ter omogočanja uresničevanja gozdarskih predpisov in temeljnih načel gospodarjenja z gozdovi
Država lastnikom gozdov v celoti zagotavlja brezplačno usmerjanje razvoja gozdov prek javne gozdarske službe. Zavod za gozdove Slovenije, ne glede na lastništvo in velikost posesti, pripravlja gozdno-gospodarske načrte, ki so za lastnike brezplačni. Pri vlaganjih v gozdove pa so jim na voljo tudi številne gozdarske subvencije. Podnebne spremembe, usklajevanje med rastlinsko in živalsko komponento gozda, razhajanja med obiskovalci gozdov in njihovimi lastniki ter iskanje širšega trajnostnega ravnotežja med številnimi interesi v gozdu so le nekateri od številnih izzivov nosilcev gozdne politike. S trajnostnim, sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem z gozdovi ter rabo in predelavo lesa v najrazličnejše izdelke prispevamo k doseganju skupnih ciljev Evropske unije na področju podnebja, biotske raznovrstnosti, razvoja podeželja, energetike in okolja, ter za prehod v podnebno nevtralno, krožno, zeleno in digitalno gospodarstvo. Gozd potrebujemo vsi, zato skrbno z gozdom.